Naj ciljajo obiskati vseh 212 občin v Sloveniji. In ta teden smo v občini Ig. To je najina pot, ki nam bo vzela približno 1 uro. Trenutna lestvica top 10 pa zgleda tako. Lušna lokacija za sprehod in lej kuk velik labodo. Sva pri ribnikih v dolini Draga. Ribniki ležijo na severnem robu Ljubljanskega barja. Gre za 7 slikovitih ribnikov, ki ležijo v močvirskem dnu doline ter gozdna učna pot, ki poteka v gozdu. Tukaj živi tudi edina avtohtona želva v Sloveniji, imenuje se močvirska sklednica. Tukaj je pa tudi grb občine in danes bo videla vse, kar je na temu grbu. Kam greste, fantje? Na Havaje? Greva se še malo sprehoditi in opazovati naravo. To je stari dedec, prava rimska legenda. Na širšem območju Iga je bilo najdenih več kot 120 rimskih nagrobnikov. Večina jih je ohranjenih, ker so bili vgrajeni v srednjeveške stavbe, kot so cerkve in gradovi. Ampak ta je zelo poseben, ker je izklesan neposredno v kamen. Iški Vintgar! Uhu! Če iščete hladen pobeg poleti, je to popolna lokacija. Voda je zelo lepa, ampak je tudi zelo mrzla, Matej se je pa tle že kopal. Tukaj je veliko poti za hojo, tako da je res super izhodiščna točka. Ena zelo zanimiva stvar, ki jo lahko tukaj vidite, je votli kamen. Midva sicer danes ne greva tja, greva pa na Krim. Prpeljala sva se z avtom, zdaj imamo pa še nekaj minut hoje do vrha. Poglej te razglede. Evo, tamle je Ljubljana. Midva sva tle, tamle je najina poročna lokacija Krvavec. Krim je najvišji vrh občine in od tukaj lahko vidiš veliko hribov, gora in mest. Najina naslednja lokacija pa je tam spodaj. Ampak razgledi niso edina stvar, ki jih ponuja Krim. Je tudi ena najpomembnejših geodetskih točk v Sloveniji. In pa za nama planinski dom, da spiješ kaj toplega, ko zapiha kot je danes. Greva hitro naprej. Razstava v hiši Morostik v 9 tematskih enotah predstavlja raziskovanje Ljubljanskega barja in kolišč. Obiskovalci spoznajo koliščarsko obdobje, koliščarska naselja okoli Alp, ki so vpisana v UNESCO svetovne dediščine, ter bogato biotsko raznovrstnost bajerske pokrajine, zaščitene v omrežju Natura 2000. Nahaja se v centru, zato je zelo dostopno. Wow! Lali, kaj si našla? Živalske ostanke iz arheoloških najdišč. Tukaj mora ugotoviti, katere kosti pripadajo kateri živali. To so živali, ki so živele skupaj s koliščarji na Ljubljanskem barju. Ni pa ta lokacija samo polna zgodovine, ampak je tudi zelo interaktivna. Pejmo noter! Okay. Oh, damn. Oh, kak cool! Od sestavljank do infotabel in iger, kot je ta, iskanje zakladov koliščarjev. Pa poglej, a jih bova našla? Ok, kuščar. Okay, found it, it's found. Oh, here. Metul. Found, okay. Oh, what? Whoa! What? Oh, that's so cool. Ker se dotakneš, se tudi spremeni na zaslonu. Prav tako pa lahko zamenjaš tudi slovenščine v angleščino. Tukaj pa vidimo rekonstrukcijo kolišča iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Tako je izgledal nekoč, pa dajmo pogledati, kako to izgleda v večji obliki. So, let's check it out. Parkirala sva avto, zdaj naj jo čaka 10 do 15 minut hoje. Pred nami je pa že neki. Dobrodošli na Ljubljanskem barju. Okidoki. Tam je končna destinacija. We are here. Rekonstrukcija s 5 koliščarskimi hišicami predstavlja vas iz 3. tisočletja pred našim štetjem. Kot
Pravijo strokovnjaki, koliščarji svojih bivališč niso gradili na vodi, reki ali jezeru, temveč na brežinah ali močvirskih tleh. Hiše so bile rahlo dvignjene na lesenih pilotih, tako da so lažje preživeli poplave. Vsaka hiša je drugačna. Prva je od lovca, lej stopnice do ležišča. Druga hiška je od lončarja in tretja od tkalca. Vidiš lahko delovne prostore, postelje in materiale, iz katerih so zgrajene. Streha je iz slame. Najpomembnejši del je lesena konstrukcija, ki stoji na kolih v vodi. In pa steno iz prepletenih vej, katera je bila prekrita z glino. Res zanimivo, kako so bile zgrajene te hiše. This is so cool. You definitely must visit this location. Definitely. Občina 27 od 212 končana. Hiša Morostik in Kolišča so nama bila zelo zanimiva in zato občino Ig uvrstiva na 10. mesto na najini lestvici. Če ti je bil video všeč, ga všečkaj, naroči se na najin kanal, deli z družino in se vidimo v naslednjem videu. Čau!